Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v oddaji Vroča tema v podkastu na spletnem portalu domovina.je, zadnjem v letu 2024, ki ga bomo nekako posvetili davkom, novim davkom, pa še novim davkom, ki jih uvaja vlada Republike Slovenije. Konkretno nepremičninskem, ki se napoveduje in ki je razburil dobršen del slovenske javnosti, saj če ste celo življenje varčevali in si privoščili recimo vikend na morju, boste po novih izračunih zanj plačali kar lepe denarce, razen če ga boste oddajali. No, moj nocojšnji gost je Matej Rigelnik, lahko rečeva najprej prvotno znan kot kolumnist časopisa Finance, tudi direktor nepremičninske družbe Equinox, sicer pa tudi popotnik in velik ljubitelj Argentine, dober poznavalec političnih razmer v Argentini, zagovornik predsednika Javierja Mileja. Vse to bova danes obdelala, kajti zdi se mi vendarle zanimivo primerjati pot, na katero je v zadnjem letu dni krenila Argentina in pot, s katere je morda zašla Slovenija, če se tako izraziva. Najprej pa na X, kjer ste v zadnjem letu dni postali zelo prepoznavni tudi z enim sloganom, naj živi svoboda P, skoraj v vsakem zapisu. A lahko najprej to pojasnite gledalkam in gledalcem, kako je, iz kje je to zraslo? Ja, najprej najlepša hvala za to prijazno povabilo. Ta slogan je v osnovi izvira iz slogana Javierja Mileja. On je poznan po predvsem dveh stvarih. Eno je ta motorka in ta afera koncept, s katerim želi zmanjšati javno administracijo in je to uponazoril na najbolj slikovit možen način s to motorko. In ta njegov izraz, Viva la libertad carajo. In to mi je pomagal prevesti Andrej Rot, bivši direktor Radia Slovenija, ki je tudi rojen v Argentini in midva sva oziroma on je to pač prevedel in ta slogan Viva la libertad carajo, prevedeno v slovenščino, je naj živi svoboda pizda. Ni dobesedni prevod, je pa nek prevod, ki paše v slovenski kontekst. Odkjer sicer zanimanje za Argentino in Javierja Mileja? Zanimanje za Javierja Mileja mogoče vedno izhaja iz tega, kakšen kot človek si. Mene so vedno te neke liberalne ali pa libertarne vrednote ali pa politike zanimale. To je en vidik. Drug vidik, pa še pomembnejši, da je on outsider. On je Sead Molla-Hasanović Argentine in to me je navdihnilo, da lahko nekdo, ki ni del nekega političnega sistema, ki ni del nekega establishmenta in ki ni del nekih klik znotraj države, vendarle uspe. Uspe na dosti transparenten, na dosti iskren način in na način, da lahko direktno komunicira z ljudmi. Je sigurno najbolj ali pa eden politikov v zahodni sferi, ki najbolj neposredno nagovarja volilce v svoji državi. Kar nekaj vzporednic bo danes povlekla med Argentino in Slovenijo, ampak zdelo se je desetletja, da se Argentina ni naučila ničesar. Argentina je drsela v, lahko rečeva, inflacijo, v revščino, ampak vladali pa so peronisti desetletja. Zakaj? Ja, za Argentino, pot Argentine, mogoče če v dveh stavkih opiševa, je od svetilnika sveta do države v razvoju. Argentina je bila v začetku 20. stoletja ena najrazvitejših držav na svetu. 10 najbolj razvitih. Tako, v bistvu praktično na ravni Velike Britanije, na ravni Združenih držav Amerike. Skratka, na ravni najbolj razvitega dela sveta in te nore politike in te nore intervencije, ki jih je politika tam izvajala, so pripeljali do tega, da je Argentina in da je prebivalstvo Argentine predvsem obožalo. Tam je bilo pred prevzemom oblasti Javierja Mileja 40% ljudi pod pragom revščine. In tudi glede na bruto domači proizvod na prebivalca, glede na neke ekonomske kazalnike, je relativno zelo nazadovala in relativno je Argentina bistveno v slabšem položaju, kot je bila pred 100 leti. Vmes bankrotirala, mislim, da leta 2001, Ne samo bankrotirala enkrat, mislim, da je 7-krat ali 8-krat bankrotirala, bilo je tam 5 ali 6 državnih udarov. Skratka, zelo nestanovitne politike in nestanovitni ekscentrični politiki. Kamor sodi tudi Javier Milei, je pa res, da je glede na to, da je profesor ekonomskih znanosti oziroma da je doktor ekonomskih znanosti in da je tudi profesor na fakulteti, da je zelo podrobno analiziral preteklost zgodovine, ni je vzel na lahko in se poskušal iz teh napak, ki jih je argentinska politika počela v preteklosti, naučiti nekaj, izboljšati ta
ekonomski program do te mere, da bo to Argentino, ali pa saj načrtovano je, da bo to Argentino popeljalo iz teh glavnih napak, ki jih je v preteklosti počela, na neka stara pota slave. No, ampak vprašanje je bilo, peronisti so kljub vsem napakam uspeli ljudi prepričati, da delajo za njih, da delajo za ljudi. Kako bi to uspelo, kako je to mogoče? Peronizem mora, se pravi, Peron je prišel na oblast leta 1946, ne? In je vladal do leta 1954. Politika Perona se zelo navezuje na politiko nekega fašizma ali pa nacionalsocializma. Se pravi, gre za v nacionalnem smislu za neko bolj desno politiko, v ekonomskem smislu gre pa za popolnoma levo politiko. Se pravi, državna intervencija, močni sindikati, ki so tako ali drugače skorumpirani, država mora poskrbeti za ljudi, ljudje delajo za državo, tam je prišlo do neke notranje industrializacije, s katero so oni želeli nadomestiti zunanji izvoz, se pravi, oziroma uvoz z tem, da so vzpostavili lastno industrijo. Skratka, zelo, zelo intervencionistična politika, ki je Argentino slej ko prej pač pripeljala do hiperinflacije in do tega, v kakršnem stanju je danes. Ja, in zdelo se je, da so ljudje to dojeli, da potrebujejo spremembe šele z izvolitvijo Javierja Mileja, ki je bil res nekaj novega, nekaj drugačnega. Mediji po vsem svetu so se v njegovi zmagi, če se spomnimo lani, precej razpisali, nekateri so ga primerjali z Bolsonarom, spet drugi s Trumpom. Vsaj naši mediji, osrednji mediji so ga želeli prikazati kot neke vrste samosvojega, avtoritarno ravnanega, če ne rečejo kar milo rečeno, desničarja. Ja, drži. Mogoče, če se lahko naveževa samo še na ta peronizem in to zgodbo, kako je bila tudi v tujini predstavljena kot neka pozitivna zgodba. Se vsi spomnimo filma Evite Peron in Madone, ki je to odigrala kot neka svetnica. Če ste povprašali Argentinca, ki je to zgodovino doživel, vam bo znal povedati bistveno drugačno zgodbo, kot je bila predstavljena v nekem hollywoodskem formatu. Se pravi, tudi Zahod je to predstavljal v neki idealizirani obliki. Na koncu je pa tako, če čisto praktično pogledava, kaj je peronizem naredil. Peronizem je naredil to, da je bil peso leta 2001, se pravi, en peso vreden $1, 100 pesov je bilo vrednih $100 in danes, se pravi, na današnji dan je teh 100 pesov vrednih 10 centov. Se pravi, za to politiko ekstremnega tiskanja denarja, ekspanzivna monetarna in fiskalna politika je pripeljala do Argentino do tega, da je denar, ki so ga ljudem dali preko socialnih transferjev in preko drugih pomoči, popolnoma razvrednotila. Ja, vladala sta oba Kirchnerja v bistvu. Tako. In to je še družinska. Poleg vsega tega, te ekonomske politike je v Argentini zelo prisotna tudi korupcija. Vsi politiki imajo, če niso obsojeni ali pa če niso obtoženi ali pa obsojeni, imajo vsaj vedno pri vsem je nek pridih korupcije. Zdaj pa, če se navežemo na to, kako je bil Javier Milei predstavljen, seveda kot ekstremni desničar. Jaz, če mene vprašate, ne vidim nič ekstremnega na njemu. To, da država porabi toliko, se pravi... Morda ekstremno to, da drži v rokah motorko. Ja, ampak to je neka ilustracija, to je komunikacija, s katero je nagovoril volilce, s katero je nagovoril na koncu v svet. Če te motorke morda ne bi uporabil, a bi se mi do danes pogovarjali o njemu ali ne? Verjetno ne. Pač razume, da je komunikacija zelo pomembno orodje politika. On ni ekstremen v tem, če želi inflacijo, ki je bila mejila na hiperinflacijo, že v decembru lansko leto so govorili, da bi naj presegla celo 17,000%, da je to inflacijo ustavil in jo zmanjšal za 90%. No, kar je bilo mene zanimivo, prva stvar, ko so me pripeljali v Argentino taksisti v center Buenos Airesa, smo šli na črni trg, kjer so mi v bistvu dvignili denar. Tako, Argentina ima 5 deviznih tečajev ali 6 deviznih tečajev. Skratka, če kdo prodaja peronizem in to zgodbo, ki je peronizem v zadnjih 20 letih zganjal, kot socialno politiko, potem bi morali njega uklicati za norca, ne pa tistega, ki hoče ta problem in to politiko, ki je ljudem denar razvrednotila za 99,9% ustaviti. Vi pravite, da številke govorijo same zase, kar nekaj objav tudi na socialnem omrežju X v zvezi z napredkom Argentine v zadnjem letu niste objavili. Čeprav zanimivo je bilo vendarle spremljati medije, še nedolgo nazaj, tudi nacionalni mediji RTV Slovenija, češ kako se je revščina poslabšala v Argentini, da tudi pri inflaciji ni bilo takšnega napredka. Ja, družbeno-politični prostor, v katerem živimo,
politiki Javierja Mileja enostavno ni naklonjen. Zaradi tega, ker je to diametralno nasprotna politike, ki jo izvajamo v Evropi ali pa pač tudi v Sloveniji. Ne? In tako je bil dojet Javier Milei tudi strani nekih mainstream medijev, da je to pot, po kateri ne bi smel iti, da je to neka radikalna pot in da je nekaj, kar bo slej ko prej ljudem prineslo še več bede, ne pa nekega dobička ali pa dodane vrednosti. Tako je bil predstavljen. Jaz ne bom pozabil, dobra asociacija, ne bom pozabil, ker jaz sem bil takrat, ko je bil ta najpomembnejši reformni zakon sprejet, so se pojavile neke demonstracije, to objavil tudi RTV Slovenija takrat, predstavil to v neki zelo slabi luči, kot da je to boj stoletja ali pa tisočletja, da so borili tam na tistih cestah, jaz sem pa na tistem Plaza del Congreso v hotelu pil kavo. Se pravi, ljudje se morajo, ali pa gledalci in gledalke se morajo zavedati, da je diskrepanca med tem, kako je ta zgodba predstavljena v medijih v Sloveniji ali pa tudi v Evropi, nazadnje, bistveno drugačna ali pa bistveno večja, kot se morda predstavljajo glede na neko realno stanje tam. Ampak vi ste s tem izval avtorja prispevka, mislim, da Borisa Vasova. Sem ga izval, ja, tako. Pa ne vem, če je popravil, zato ker pozval sem ga predvsem v zadnjih 14 dneh iz preprostega razloga, ker je vlada objavila novo statistiko revščine, ki je pokazala, da je revščina že, se pravi, da je število ljudi pod pragom revščine že padlo pod obdobje prevzetja oblasti strani Javierja Mileja, pa tega RTV in tudi drugi mediji niso uspeli ali pa niso imeli časa povzeti. Zakaj je ta politika potrebovala nekaj časa, da je začela kazati rezultate? Če mene iskreno vprašate, sem jaz presenečen nad hitrostjo rezultatov, ki jih je on dosegel. On je moral sanirati praktično celotno centralno banko, on je moral znižati inflacijo, moral je znižati državne primanjkljaje, iz javne uprave odpustil, mislim, da 40 ali 50 tisoč ljudi. On zelo na mikroravni reformira to državo in jaz sem mislil, da bo upad gospodarske rasti bistveno večji, kot se je dejansko zgodil. Zdaj pa kaže, prvotne napovedi so bile, da bo letos bruto domači proizvod upadel za 5%. Zdaj zadnje analize kažejo, da bo manj kot za polovico manj padel, se pravi, da bo okoli 2,5-2,6%. In za drugo leto se napoveduje pozitivna gospodarska rast in jaz mislim, da bi sredi prihodnjega leta že moral z vidika gospodarstva preseči nivo, s katerega je štartal. Na nek način vam je Javier Milei, vsaj tako je slišati, politični vzornik. A mislite, da bi mu morali slediti tudi evropski voditelji? Jaz ne bi rekel, da je to moj vzornik, je pa sigurno, glede na to, da imam neko afiniteto do svobodno razmišljajočih ljudi, da so mi politiki recimo iz konca 20. stoletja, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, on je po nekem konceptu te moje, recimo v narekovaju vzornike presegel, zato ker so bili to bolj konzervativni, on je pa dejansko, ne bom rekel niti libertarc, ampak anarhokapitalist, se pravi, on ne želi, da ima država kakršnokoli resnejšo vlogo v gospodarstvu in verjame, da je svoboda najredkejša dobrina. To se po moje v Evropi in v zahodnem svetu ne zavedamo. Mi stremimo k ne vem kakšni državni intervenciji, s tem pa omejujemo dejansko svobodo ljudi z vsemi dekreti in z vsem, kar sprejemamo. On se pa zaveda tega, da se mora država umakniti, da mora gospodarstvo in ljudem pustiti, da pač naredijo svoj del, da živijo svoje življenje in s tem seveda dobrobit za skupnost. Če se vrnemo k vašemu sloganu, pravite, da ste napisali tudi kolumno za Finance, pa da je šla kar težko skozi uredniško presojo. Ja, pač recimo jaz pravim temu, da smo naredili pizdo v tem sloganu spet salonsko. Ne vem, zakaj kletvice, ne glede na to, da so sestavni del slovarja slovenskega knjižnega jezika, niso dovoljene v tem prostoru. Jaz mislim, da ta prostor... A ne gre v tem primeru za srbohrvatizem? Iskreno ne vem, jaz sem jo... Vi povejte, vi ste iz te vod, ne vem, jaz sem ga dojel kot en del pač sestave SSKJ. Ampak mogoče kar poudarja ta problematizacija teh nekih kletvic v naslovih ali pa v člankih je to, da je ta prostor, v katerem živimo, postal tako sterilen, da se bojimo že lastne sence. Vse, kar zveni malo v narekovaju problematično, bi radi v kali zatrli. Meni se pa zdi, da svoboda govora pomeni, da lahko poveš tisto, kar pa želiš. Verjetno je velika diskrepanca med imenom in dejanji, ki jih udejanja ta svoboda, ki je pri nas na oblasti. Mislim, moramo po moje ločiti dve stvari. Generalno je zahodni svet in Evropa gre v zelo neko čudno smer, kjer se država postavlja pred posameznika, kjer se država postavlja pred podjetja
In ker je ta neka svobodna iniciativa seveda ne bom rekel, da se poskuša zatreti, ampak se jo poskuša omejiti z različnimi zakoni, podzakonskimi akti, dekreti, pravilniki in tako naprej. In po tej poti gre neomajno tudi Slovenija. Ne vem, če je to zdaj izključno preskok iz zadnjih 2 let. Jaz mislim, da to je že trend, ki se kar nekaj časa dogaja, ki je mogoče samo pospešen v zadnjih 2 letih. Ampak to besedna igra, svoboda vam zelo prav pride v zadnjem času. Ja, je pa res, da je to svoboda z malim s, ne z velikim. Fenomen Roberta Goloba in njegovih napovedi. Zakaj ljudje niso razumeli, kaj jih čaka in so zdaj presenečeni, ko se dogaja davek na davek na davek? Ja, jaz sem za Finance napisal, v enem izmed podnaslovov sem zapisal to, volili smo zares, a nikoli zares nismo volili racionalno. Mi smo vedno volili neke koncepte, ki so temeljili na čustvih. Recimo, poglejte tudi glede RTV-ja, kako se je na tistem zakonu odločala, mislim, na tistem referendumu odločala. Gre za tačka, gre za neke te zelo subtilne, iracionalne stvari, ne pa dejansko je ta zavod učinkovit ali ni učinkovit in kaj to pomeni za razvoj države v prihodnje. In podobno je to tudi na politični ravni. Mi se borimo na neekonomskih terminih, mi se borimo na neki ideologiji, ki ne vem, če prinaša ekonomsko dobrobit. In volilec se ne odloča na podlagi tega, ali bo politik volilcem in državljanom dostavil višjo gospodarsko rast, višjo dodano vrednost, boljšo razvitost, ampak se pač pogovarjamo o nekih, po moje, z ekonomskega vidika zelo irelevantnih stvarih. In na koncu trpi ekonomija. Ker če pogledava in če greva nazaj, recimo štartna osnova Slovenije leta 1991, z vsemi državami bivšega za železno zaveso, relativno so nas te države pač prehitele. Gospodarska rast v teh državah v zadnjih 33 letih je bila enostavno višja, kot je v Sloveniji. In to se jasno kaže, da te politike in odločitev volilcev na neekonomskih osnovah, ampak na nekih iracionalnih osnovah, slej ko prej pripelje tudi do nižje gospodarske rasti. Komu pripisujete odgovornost, da se volivci tako odločajo? Je to nezrelost? Smo mi nezrela demokracija? Imajo enostavno mediji prevelik vpliv? Konec koncev tu so nove generacije, ki uporabljajo drugačne platforme. Ne bi smele biti tako oprane s tradicionalnimi mediji, če so oni problem. Dobro vprašanje. Jaz sicer nisem politični analitik, da vam bi znal to detaljno odgovoriti, ampak sigurno je velik del problema, da se mi pogovarjamo o ljudeh, o nekih imenih in priimkih, ne pa o konceptih, ki bi jih radi razvili. Kaj pa želi, če vam dam kontra vprašanje? Kje pa vi vidite Slovenijo v nekem ekonomskem razvoju v tem političnem spektru? Kje vam ta politični spektr predstavlja kakšno dobro alternativo? A ste jo slišali? Kaj mi želimo postati? Švica, Singapur, želimo postati Estonija? Ali kaj želimo? Kot smo želeli postati druga Švica. Ja. Kdaj, kjerga leta? Jaz ne vem, jaz se ne spomnim neke resne strategije, niti neke resne benchmark analize, da bi mi primerjali s tem, kar počnemo. Zdaj pravijo, da moramo biti jedrna evropska država. To sem slišal na zadnje, pred 2 leti. Mislim, v redu, jedrna evropska država, ampak kako boste vi 2-milijonsko Slovenijo primerjali z, 90-milijonsko Nemčijo? To je neprimerljivo. In če želimo mi uvoziti vso birokracijo Nemčije, 90-milijonskega naroda na 2-milijonski narod, pa mislim, da bo ta narod uspešen, se zelo verjetno ta enačba ne bo išla. Vrniva se k davkom. Zdaj, ta vlada je najprej ukinila neko davčno reformo, ki jo je sprejela prejšnja vlada. Kako ste vi videli ukinitev tistih davčnih olajšav? Ja, mislim, pač manjše neto za davkoplačevalce, ampak se pravim, to je, če se navežemo na tisto, kar so se prej pogovarjali. Volilci so zgleda zavestno podprli nekaj, kar jih bo udarilo po denarnici. Ker so verjetno vedeli, da je Robert Golob obljubljal, da tega ne bo naredil, oziroma da bo ta zakon, ki pač je bil, odpravil. Tako da nižji neto. Jaz mislim, da ultimativno zmanjšanje svobode ljudi. Pač ljudje imajo manj v denarnici in država ima več v denarnici. Kako država pa upravlja s tem denarjem? Pa mislim, da smo v zadnjih ne samo 2, nekaj desetletjih ugotovili, da ni najboljši upravljalec tega denarja. Jaz sem dal za primerjavo, če bi dali državi, pa ne samo slovenski, ampak recimo, da bi dali slovenski, upravljanje puščavo Gobi, bi tam v 5 letih zmanjkalo peska. Tako učinkovita je država pri upravljanju našega Nekdo je denarja. rekel, da ta Golobova vlada nagovarja pač svoje volivce, da je ocenila, da je nekje 600,000 ljudi, ki imajo samo eno nepremičnino, in jih novi davek na nepremičnine pač ne bo udaril po žepu. Ostali pa se bodo preprosto morali prilagoditi. A vi tudi to tako vidite?
Mislim, če vas lahko samo v eni stvari pač popravimo, ne, politika in vlada in vsi vladajoči, vsa vladajoča garnitura, ne, mora skrbeti za 2 milijona Slovencev, ne 600 tisoč, ne 100 tisoč, za 2 milijona, ne, in mora gledati to kot... Ampak oni se zavedajo, da jih ne bo 2 milijona ljudi izvolilo, lahko pa jih... Razumem, ampak kot general Maksima mora biti za 2 milijona, ne za neke manjšine ali pa pač za neke strukture znotraj tega, ne. Se pravi, glavna dobrobit Slovenije je višja dodana vrednost na prebivalca. Kar se tiče tega zakona, najprej naj povem kot podnapisa, ne, da sem imetnik več kot ene nepremičnine, tako da me bo ta davek tudi osebno prizadel. Mene pri tej zadevi, in mogoče nisem najbolj objektiven, kar se tega tiče, ampak mene pri tej zadevi najbolj moti to, da je neka zgodba v ozadju, zakaj to počnemo. In ta zgodba, zakaj to počnemo in zakaj obdavčujemo druge nepremičnine, je, da bi več nepremičnin prišlo na trg, da bi se najemnine znižale in tako naprej in tako naprej. Če mene vprašate, temu absolutno ni tako. Se pravi, ta davek ne bo pripeljal do tega, da se bodo cene nepremičnin znižale ali da se bodo najemnine znižale, ker ves davek se bo v končni fazi prenesel na končnega kupca, to je najemnika ali pa kupca stanovanja. Ne. Tako da temeljni cilj ne bo dosežen. Ne. Potem se mora pa vprašati, zakaj politika prodaja nekaj, kar niti teoretično, niti v praksi pač ne bo dosegla. Ne. Lahko se vprašamo, ali tega niso predvideli. Ampak ja, zdaj omenjali ste to kalkulacijo, ki se je nam novinarjem takoj ob predstavitvi na novinarski konferenci. Da višja kot bo najemnina... Smo se že takoj na to spraševali. Ne? Se pravi, želijo prisiliti ljudi, ki imajo več nepremičnin in ki so prazna. Predsednik vlade je namreč dejal, da so ocenili na tej vladi, čeprav resne študije nimajo, ne, da je kar nekaj praznih stanovanj v Sloveniji. Že če se sprehodiš po centru Ljubljane, kar nekaj vidiš, tako je to svojo študijo predstavil premier. Ne. Ampak ja, recimo, da je ogromno praznih stanovanj. Zdaj želijo prisiliti ljudi, da jih dajo na trg, da jih oddajo v dolgoročni najem. In če to storijo, ne, se jim vendarle davek od najemnin potem zniža. Ne. Ja. Ampak kalkulacija je potem preprosta. Če zvišajo najemnino, v celoti pokrijejo svoj davek. Ne. In kaj se bo zgodilo? Predsednik vlade recimo je na to vprašanje vendarle dejal, vseeno bo na trgu več stanovanj in to samo po sebi bo znižalo cene nepremičnin. Mislim, poglejte, kakršnokoli empirično študijo, ali pa jaz bi pričakoval, če se kakšna taka stvar sprejme pod pretvezo, da želimo to doseči, ne? Da želimo znižati najemnine, da želimo znižati cene nepremičnin. Kje se je to zgodilo, da je država uvedla davek, pa se je neka cena dobrine znižala? Ne? Jaz ne poznam veliko teh stvari, oziroma ne poznam primerov, kjer bi bilo temu tako. Ne? Tako da jaz sem zelo skeptičen, da bo to pripeljalo. Če si želimo, in je to legitimna politika države ali pa politikov generalno, če želimo cene nepremičnin znižati, potem moramo začeti na ponudbeni strani. Se pravi, mi moramo število nepremičnin, ker trg je ponudba in povpraševanje. Torej zgraditi nova stanovanja. Tako, in če je ponudbe premalo in povpraševanje konstantno, cene rastejo. Se je zelo preprosto, dokler ne pride do nekega ravnovesja in ko to ravnovesje je doseženo, pač te cene obstajajo na tem nivoju. In če mi ponudbo zvišamo, ne, povpraševanje ostane pa isto, to samo pomeni, da bojo cene padle. Ampak kaj smo mi naredili kot država ali pa generalno kot politika? Ali smo mi z nekimi postopki, zakoni in sicer spodbudili privatni sektor, da začne graditi? Ker vi imate paradoksalno situacijo, v urbanih središčih imamo mi subvencionirane polja koruze. Ne? Zakaj imamo mi v urbanih središčih subvencionirana polja koruze, če pa rabimo stanovanja in rabimo poceni stanovanja? Ne? Zakaj je temu tako? Zakaj postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja recimo traja tako dolgo? Zakaj se prostorski načrti sprejemajo v desetletjih? Ne? Zakaj ne moramo tega pohitriti, če želimo poceni stanovanja? To je en vidik. Drug vidik se mora pa še eno stvar zavedati, da je lastniško stanovanj, se pravi delež prebivalstva, ki ima v lasti stanovanja v Sloveniji, 75%. Ne? Bistveno večji kot recimo na Dunaju. Wow. Tako, absolutno ne. Slovenci smo nepremičninski tajkuni, sem jaz to eni izmed svojih kolumn zapisal. Slovenci imamo ekstremno afiniteto do nepremičnin. Ne? Ampak, če pogledate, tudi če bi recimo vlada želela znižanje cene nepremičnin, znižanje najemnin, recimo skozi to dosežta, ne? Ampak a je to v interesu 75% prebivalcev? Verjetno ni, ne? Ker je pretežni del bogatstva Slovencev v nepremičninah. Mi nimamo delnic Apple, mi nimamo delnic Krke, imamo, ampak zelo malo. Ne? Imamo pretežni del svojega premoženja v ceglih. Ne? No, to pa je zapisal na X-u, mislim, da Ivan Simič, ne, davčni svetovalec, da se je vlada odločila davek na premoženje uvesti samo za ljudi, ki so pač celo življenje pridno delali in investirali v nepremičnine, ne pa recimo tiste, ki so se odločili denar
obdržati na banki ali kupiti jahto ali kaj tretjega. Ja, absolutno. Mislim, še enkrat, jaz sem glede tega pristranski, glede na to, da sem pač imetnik več kot ene nepremičnine, ampak generalno bi se država pred uvedbo nekega davka morala vprašati, ali ima notranje rezerve, ki jih lahko izkoristi, preden da ponovno iz denarnice vzame denar ljudi. In druga stvar, ali zakaj to sploh počnemo? Če želimo pokriti, zvišanje plač v javni upravi 1,4 milijarde, pol povejmo, pač da bomo z nepremičninami financirali povišanje plač v javni upravi. Ne pa pod neko pretvezo, da bo to znižalo cene nepremičnin ali pa cene najemnin. Pa kaj mislite, da se bo, ko bo ta zakon, če bo sploh stopil v veljavo, veva, da nas čaka vendarle dolga javna razprava, ki verjamem, da bo zelo burna, ampak recimo, da stopi. A se bo res znašlo na trgu ogromno nepremičnin, recimo tukaj je vendarle govora o ljudeh, ki so starejši, ki pač enega daveka ne bodo plačevali. Bodo dali ta stanovanja na trg in zdaj spet tukaj vprašanje, kdo jih bo pokupil? Jih bodo pokupili tisti mogotci in kupičili svoje nepremičnine? Ja, dobro vprašanje. Generalno pač, recimo, da vsi ostali dejavniki ostanejo nespremenjeni. Ta zadeva pač ne bo pripeljala do znižanja cen, niti najemnin, niti cen nepremičnin. Pika. Vse ostalo je pač neka zgodba, ki se prodaja v nekem drugem političnem ali pa družbenem kontekstu. Se boste samo vključili v javno razpravo? Ne, glede na to, da sem pristranski in glede na to, da bo vedno očitek padel, da imam dovolj premoženja in dovolj denarja in da bom od tega profitiral, se ne bom. Lahko pa pač generalno povem, kaj se o tem, kaj te stvari. Mislim, da ta temeljni cilj, ki so se ga zadali, pač ne bo dosežen. Ja, precej kritični ste, tudi do vlade zaradi tega zakona. Zdaj odzivi na Twitterju na X-u so zelo zanimivi. Prav to vam pogosto očitajo. Ja, ste se rodili srebrno žlico. Tako, ja, da sem sin tajkuna, da je vse, kar sem v življenju naredil, je naredil oče, da mi oče plačuje položnice. Problem javne diskusije, recimo tudi na teh platformah, je v tem, da ni to neko stičišče mnenj, da se bomo mi, vi boste zastopali svoje stališče, jaz bom svojega in zmenjala bova mnenji, dodala neke podatke, analize in karkoli, ker nimajo zadostne argumentacije, zakaj bi neke teze ovrgli, pridejo na osebno diskreditacijo. In to ni svobodni govor. Mislim, mene to osebno ne moti, ker sem se že zdavno razčistil, kdo jaz sem. Ampak generalno, takoj pridemo na neko osebno diskreditacijo tistega, ki nekaj objavi, ne pa da bi z nekimi argumenti ovrgli tezo, ki jo je ta, ki je to objavil, postavil. Zapisali ste tudi, da smo Slovenci narod birokratov, da v demokraciji in kapitalizmu smo se, namesto da bi se začeli ukvarjati z dodano vrednostjo, začeli pisati zakone, podzakonske akte in pravilnike, vse to že dolgo poslušamo. A lahko ob tem, da ste zapisali, da smo komunizem zamenjali za diktaturo birokracije, konkretno poveste, kateri recimo vas osebno najbolj dušijo ta hip, da bi jih vi odpravili? Mislim, skozi prodajam ta zamašek, Mene ta zamašek ekstremno mota, Sem zelo, res, še zdaj, ko sva odpirala flašo, ko sem jo mogel umakniti, zato da ni v kadru, sem moral zamašek utrgati, zato da se nisem polil po majici, Ali pa jaz ne znam tega zamaška uporabljati, Pa ni samo to, Gre pač generalno, sem se zadnjič sam sprehajal, kje po nekem parku in me je policist opozoril, da mora biti pes na vrvici, pa je zelo vzgojen pes, Skratka, v vseh segmentih življenja jaz to opažam, da je ta poseg države vedno večji. In da je te svobode vedno manj. Ampak recimo tudi ta pizda na koncu. Zakaj se moramo mi leta 2024 pogovarjati o tem, a je to dovoljeno ali ni dovoljeno, a je to sovražni govor ali ni sovražni govor? Jaz ne razumem tega. Ampak če greva recimo, gradi novih nepremičnin, problem je že samo v tem, koliko časa traja, da sploh lahko nekaj zgradiš. Seveda, Recimo en primer, ki smo ga mi imeli. Mi smo papirje za pisarne. Pisarne smo želeli spremeniti v neke apartmaje za oddajo. In mi smo ta celoten postopek je trajal, mislim, da 24 mesecev, 2 leti. In ko smo mi te papirje dobili, smo v 2 mesecih to zgradili. Se pravi, če faktor 12 za papirologijo versus gradnja, je to absurdno. In to ni problem samo v našem primeru, ampak je pač generalen problem Slovenije. In če si želimo več stanovanj, potem poenostavimo postopke, znižajmo standarde gradnje. Pa se razumete, če vsakega zahtevate, da ima kakšno talno gretje in to vse podraži. Če boste dali pečna drva, pa ne govorim, da je treba narediti pečno drva, ampak bo bistveno pocenil zadevo. A rabimo vse po najvišjih standardih, potem se pa sprašujemo, zakaj so cene visoke. Zato, ker so zahteve visoke, se je zelo preprosto. Mislim, da se je samo peščica lanskoletnih poplavljencev na koncu odločilo, da
prepusti obnovo oziroma gradnjo hiše državi. Kaj vam to pove, Luka? No, in kaj vam to pove, Luka? Vi odgovorite, ne? Kaj vam to pove? Da je temeljno nezaupanje v to, kako bo država to naredila. Ne? In zakaj država sili davkoplačevalce, od katerih dobiva ves denar, ne? Ker država denarja izven ljudi nima. Ne? Zakaj jih sili, da bo gradila stanovanja za njih? Naj dovoli državljanom, da si ta stanovanja zgradijo. Ne? Včasih imamo občutek, da smo še v Jugoslaviji bili večji podjetniki, kot smo zdaj. Ne? Ker v 80 letih se je v Jugoslaviji zgradil veliko hiš. Ne? Zdaj pa ne vem. Se mi zdi pa, da z vseh teh procedur, kjer še za nadstrešek, kjer avto postaviš, rabiš gradbeno dovoljenje, se marsikdo ne odloči. Neko statistiko sem bral, da je tudi ogromno nepremičnin, ker je nemogoče tem birokratskim postopkom zadostiti, da je velik del črnograden, formalnih črnograden. Ne? Zdaj, ko govoriva o učinkovitosti naše javne uprave, državne uprave, ne, zdaj večkrat v zadnjem času, pa tudi vi ste to primerjavo zapisali, ne, izpostavljajo primer Estonije, ki nas je prehitela po levi in po desni. Ne. Kaj pa oni recimo delajo drugače? Neka Estonija, ki meji na Rusijo, ki se je relativno pozno razvila. Ja, žalostno. Recimo Estonija od leta 2005, pa zdaj bo veliko teorij zarote, ko bom to spet rekel, ne? Ampak voli digitalno. Ne? Oni so digitalizirali celotno javno upravo. Ne? Ni več obiska upravne enote, ne? V tem smislu. Ne? Tam naredite vse online. Ne? Z redkimi izjemami. Pri nas pa ne vem, kaj lahko urediš online. Ne vem sploh. Ja, recimo naše ministrstvo za digitalizacijo ima predvsem težave razdeliti računalnike. Ja, no. A veste, s kakimi stvari se... Leta 2024 bomo mi hardware razdeljevali, ker je irelevanten v kontekstu razvoja umetne inteligence. Pač država je zelo slab upravitelj. Ne dovoli ljudem, da prevzamejo neko podjetniško inicijativo. In če so neki postopki administrativni, ne jih poenostavi, ne jih digitalizira, ne? Jaz bom z veseljem uporabljal e-upravo, če me bojo dali na telefon. Zakaj recimo, ne vem, tudi po neki sodni poti, ko se vročajo stvari, zakaj se še vedno, ne vem, kakšne teorije so, vdajna, prejemna teorija, 14 dni čaka, da se vroči pošta, ljubi Bog, ne? Recimo en primer, ki sem ga na X-u tudi objavil, je to, ne? Če pogledate RTV prispevek, ne? V tega prispevka 640 ali 650 tisoč gospodinstev na leto plača 100 milijonov, ne? Veste, koliko porabimo za to, da se ta prispevek pobere? 10 milijonov, a ne? 4 milijone porabi RTV samo za to, da pošilja položnice po pošti. A je to država, v kateri mi želimo živeti leta 2024, kjer smo na pragu revolucije umetne inteligence? Ne vem, a jaz živim v napačni državi ali pa pač je res nekaj narobe. No, sej, Evropska unija v primerjavi z ZDA sicer velja za predvsej bolj zapleteno, birokratizirano družbo. Pa vendarle, ne, Trump si omislil človeka, ki se bo ukvarjal točno s tem, ne, da bo nekako debirokratiziral administracijo. Ne. Elon Musk se bo s tem tudi ukvarjal. Kakšen bo vpliv vladavine Trumpa in Muska na Evropsko unijo, po vaše? Ali pa kar na cel svet? Ja, če se navežem na to, kar ste me zdaj vprašali, ne. Vprašanje je, iz kje to izvira, ne. Ta ideja v tem ministrstvu za debirokratizacijo. In če mene vprašate, bi rekel, da izvira primarno iz tega, kar je začel ta projekt, ki ga je začel Javier Milei. Ne. Tam so prišli pogledati to mikrodebirokratizacijo države in so rekli, da ni slaba pot. Ne. In so se zato potem v končni fazi odločili in je tudi recimo Elon Musk zelo propagira, ali pa zelo izpostavlja Javierja Mileja kot nek poslovni model, ki ga velja upeljati tudi v Ameriko. Ne. Jaz mislim, da upam in verjamem, da pozitivno, ne, če ne bo šla ekonomska politika v neke carine in tako naprej, kar bo uviralo globalni trg. Ne. Ampak generalno, jaz mislim, da manj administracije ni nujno slabo, ne, ali pa da ni slabo. In se je pa Evropska unija predvsej ukvarjala s tem, ne, kako omejiti socialno mreže X in Elona Muska, ne, tudi o cenzuri je bilo govora. A veste, vam bom povedal eno izkušnjo. Mi smo za neko investicijo en del robe, ko smo jo rabili, uvozili iz Kitajske. Ne? Veste, to je samo neka antidumping carina na to. Kaj, a mi bomo omejili sami sebe in na koncu mislili, da bo iz tega nastala gospodarska rast? Ne, gospodarska rast nastane iz idej, iz neke pobude in iz čim hitrejše implementacije iz idej do končnega produkta. To je to. In ne vem, če je na tej poti Evropa, iskreno. Ko smo že skoraj na koncu te debate, ne, in ko gledava v leto 2025, prej ste omenjali obvezni RTV prispevek, sej RTV brez tega obveznega prispevka na trgu ne more preživeti. Ne. Zdaj, kaj je nacionalnega pomena in
kaj ne, je verjetno tukaj vprašanje. Nek X verjetno ne more izobraževati ljudi, RTV pa naj bi to poslanstvo imel. Ne? Se pravi, a je res gledati na to, kar ste prej omenjali, zgolj kot nek ekonomsko-poslovni model, ki je nevzdržen in ga je treba ukiniti? Jaz nisem prava oseba, da bom v nekem družbeno-političnem kontekstu ocenil, ali je RTV relevanten za to državo ali ne, kar vam pač lahko povem, da je ta sistem sila neučinkovit. Ne? In da to svobodno RTV drago plačujemo. Ne? Da nič ni zastonj. Ne? To, kar sem povedal. Ne? Za 10-11% tega, kar RTV pobere skozi ta prispevek, porabimo za stroške pobiranja tega. Ne? Tax collection cost, se pravi razmerje med denarjem, ki ga neka javna uprava skozi davek dobi, in stroški, ki je s tem povezano, bi moral biti okoli 1,5%. Ne? Pri pobiranju RTV prispevka pa je 10, 6-krat, 7-krat več. Jaz ne vem, ali ne najdemo bolj oportunih načinov financiranja tega in bolj času prilagojenih načinov. Ste torej naklonjeni ideji, da naj ljudje sami plačajo to, kar želijo gledati? Absolutno sem naklonjen temu, da človek sam izbere, kaj bo gledal in na kakšen način bo gledal. In da to ni strani države vsiljen mehanizem, ki ga nekdo more plačevati, zato da mu potem tako ali drugače vsiljuje neko politično agendo. Ne? Ker politika ne more depolitizirati RTV-ja. Kako ga pa ne? Saj je politika, ne? Kako bi rekel, da bo politika depolitizirala sama sebe? Lahko predvidejo, v katero smer bi to šlo? Najbolj gledani so, ne vem, resničnostni šovi. Bi ljudje gledali Kmetije in OnlyFans? Kaj naj vam rečem? Mislim, jaz sem velik fan TikToka, gledam TikToka, ne? Jaz nimam doma televizije. Tako da, če izhajam iz sebe, me ne bo nič manjkalo, če to bo ali pa pač ne bo. Ne? Za druge pa pač, če je trg tak, kaj naj vam rečem? A bomo zdaj vsiljevali neko ideologijo, kaj naj ljudje gledajo, jaz ne razumem. Pa vsiljujemo še, kaj naj berejo, a veste, recimo. Ne? Sej, zakaj na tem področju pol ni neke iniciative? Ne? Zakaj ravno na RTV? Prej ste omenjali težave, zakone, predpise, vedno nove. Ja. Zdaj bomo s predpisi zelo omejili tudi zdravnike. Ne? To je bila vojna tega celega leta, ne? Medijska vojna. Ja. Nov predpis v bistvu, ki pravijo, da bo na koncu prispeval samo še k dodatnemu kolapsu zdravstva. Ne? A veste, kako je? V politiki in v gospodarstvu pač ni bližnjic. Ne? Ni bližnjic. Ne bo en list papirja rešil problema. Ne države, ne posameznika. Veste, treba je pogledati procese, treba je pogledati, kje se dejansko ustvarja dodana vrednost, kje so mogoče deli procesa, ki so odveč. Recimo to, kar sem rekel, s pošiljanjem te pošte, ali RTV prispevek, ali pa recimo neke sodne pošte 14 dni čakati. Zakaj? Kje je razlog za tako ekscesno drago procesiranje tega? In tega je v javni upravi veliko, vse povsod, v vseh segmentih. Ne? In zdaj napisati še en pravilnik, ne? Na vse te 21,000 podzakonskih aktov. Jaz sploh ne vem, če kdo v Sloveniji ve, kaj vsi ti podzakonske akti in zakoni so, ne? Iskreno. Neki zametki so že bili ideji o svetu za debirokratizacijo, mislim, da v času prejšnje vlade. Ne? Niso potem v celoti zaživeli, pa vendarle, a je to tisto, kar mi rabimo v prihodnje? Takšen svet. Kako se lahko odplezamo iz tega, kamor smo se zaplezali? Mislim, ker še eno stvar morate vedeti. Ne? Tudi v javni upravi smo, ne vem, mislim, da vsak dan v zadnjih 10 letih zaposlili 8 ljudi. Ne? Kaj te ljudje dejansko v javni upravi počnejo, če je število Slovencev oziroma ljudi, ki živijo v Sloveniji, še vedno 2 milijona? Ne? Pa se niso vendar te procesi skozi digitalizacijo bi vendar neke prihranke morali prenesti, mi pa dodatno. Ne? In sem imel enega kolega iz Ministrstva za obrambo, lahko en primer pač povem. Ne? Tam je 97% ljudi ocenjenih v ceno 5. Ne? In vsako leto, vsi so odlični, ne? To ni, po Gaussovi krivulji to enostavno ne more biti. Ne? Lahko so mi da najpametnejša, ne? Ampak pač na celi populaciji pač to ne more biti. Ne? In vsako leto se ustanovi še nek sektor, še nek oddelek in se enostavno dodatno zaposli ljudi v ta proces. Ne? Jaz ne vem, ali je to pot, ki si želimo je. Tako da jaz mislim, da bi bil trezen razmislek o tem, kaj mi dejansko počnemo in predvsem, kaj si želimo postati. Ne? Nujno potreben. In jaz resno vidim velik potencial tudi v debirokratizaciji Slovenije. In kje in kdaj vidite človeka, ki je sposoben narod nagovoriti, da bodo tudi izvolili človeka, ki je vse to pripravljen storiti? Ne vem, a mora iti na cesto človek na način, kot je šel Javier Milei z motorko? Kje vidite ta premik v slovenskih glavah? Ja, to sem jaz objavil na tej platformi X, ne, da je to 50 odtenkov, da naša politika je 50 odtenkov rdeče. Ne. Samo vprašanje, koliko socialistični mi dejansko smo. Ne. A veste, tudi desnica v Sloveniji je svojega denarja vredna, ne, v narekovaju. Zato, ker
rešitve, ki jih predlaga, so sicer manj radikalne od rešitev levice v smislu državne intervencije, ne? Ampak če to primerjava s tem, kar recimo počne Argentina ali pa kar je Anglija počela v 80-ih letih, ne, smo mi še svetlobna leta oddaljeni od tega. Tako da ne vem, če je Slovenija zrela ali pa slovenski volivec zrel za neko bolj ali pa radikalnejši pristop. Ne. Argentinci so kupili motorko, jaz mislim, da se Slovenci bojimo še noža za maslo, ne, ali margarino, kaj je zdaj, ne vem. Ali je še puter sploh dovoljen ali ni. Ne. Morda pa nam še ne gre dovolj slabo in še nimamo dovolj težav z birokracijo. Ja, recimo, ko ste omenili Estonijo, to je zelo lep primer. Ne. V Estoniji je bil komunizem pripeljan do tega absurda, da so si v Estoniji enostavno leta 90 ali 91 rekli, dovolj je, nikoli več. Ne. In se nikoli niso vrnili na ta pota. V Sloveniji pa je bil ta socializem, saj ni bil, oziroma če jih primerjate verjetno znotraj vseh sistemov za železno zaveso, ne, je bil dovolj dober, da je nekako še šlo, ne, do točke, ki ni šlo več. Ne, in so zdaj ljudje malo nostalgični, zakaj se ne bi vrnili tja in tako naprej. Ne. In zato je Estonija uspela narediti ta premik in ga mi verjetno nismo. Ne. Zato je, ker vedno malo še stremijo, kaj pa če bi država. Čeprav so izkušnje države pač zelo slabe, vam bom povedal še en zelo oseben primer, ne. Ker sem se tudi jaz kot državljan ali pa kot oče zelo ustrašil. Ne. Moja hčerkica Vita je bila rojena pred 8 meseci in je imela 3 operacije. Ne. In na 3. operacijo, ko sem jaz pripeljal na to pediatrično kliniko v UKC, ne, sem moral nositi še flaširano vodo tja, da se in hčerkica in punca, da ste se umivali, zato ker je bila legionela v vodi in se niso smeli vode uporabljati. Če je to sistem, ki se ga mi v Sloveniji želimo, ne, pol jaz mislim, da smo res temeljno na napačni poti. Bova s to mislijo zaključila. Hvala za obisk na Domovini. Bilo je zelo zanimivo. Hvala, Luka. Vam pa, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za pozornost. Želim vam uspešno leto 2025 in čim več osebnih zmag.